Zelenjava in poljčne so pri gospe Ireni Rotar razsejane na več načinov, klasična zasaditev pa se v teh dneh kaže za najmanj primerno. Vidimo, da so tla gola, da jih je potrebno kopavati, zalivati jih ne moremo, seveda na velikih površinah to ne gre. Najbolj zelen košček najdemo v permakulturnem delu vrta. Primer tega je zelena in močna koruza, le nekaj metrov stran je na klasičen način posejana popolnoma uvela. Skrivnost je v uspešnem zadrževanju vode. Spodaj damo trhe v les, ki dejansko se takrat, ko je vlaga, navlaži in potem jo počasi oddaja. Vidimo, da so rastline še v dokaj dobri kondiciji. Dela s permakulturnim vrtom je na začetku res več, a sčasoma se nam obrestuje. V 2-3 letih vzpostaviš naravno ravnovesje in potem gredic ni potrebno več pleti in ne zalivati in sistem deluje sam. Permakultura upošteva vzorce iz narave in se jim skuša prilagoditi, in če bi se odločali skladno s tem, koruze na naših poljih ne bi bilo. Smo že par let sproti ugotovili, da nam je vedno znova požgalo, posušilo koruzo. To pomeni, da na tista tla pač ne bomo sejali več koruze, ampak bomo posejali žito, zelenjadnice in tiste stvari, ki so nekje do 15. julija dozorele. Tako nad naravo ne bi bentili, ampak bi se iz nje tudi nekaj naučili.